Podjetje Teleinc d.o.o. je močno vpeto v lokalno okolje, v katerem ponujajo svoje storitve. Zato so se ob zaključku uspešno poslovnega leta 2016 ponovno odločili za donacijo pomoči potrebnim. V letu 2016 so pospešeno nadaljevali gradnjo širokopasovnega optičnega omrežja na področju vseh 15 občin Spodnjega Podravja in Pomurja, kjer ponujajo svoje storitve. Zadovoljni so, da število naročnikov njihovih širokopasovnih storitev narašča. Gradnja širokopasovnih optičnih omrežij v ruralnih področjih seveda pomeni tudi predpogoj za razvoj drugih dejavnosti. Nenazadnje študije evropske dokazujejo, da je dostopnost širokopasovnih omrežij in pa storitev predpogoj za razvoj drugih dejavnosti in pa hitrejši gospodarski razvoj. Evropska unija je sprejela strategijo Evropa 2020, v kateri je naveden pomen uvedbe širokopasovnih povezav za spodbujanje družbene vključenosti in konkurenčnosti. In na podlagi teh evropskih dokumentov je tudi vlada Republike Slovenije v letošnjem letu sprejela strategijo Digitalna Slovenija 2020 in pa načrt razvoja širokopasovnih optičnih omrežij do leta 2020. V navedenih dokumentih je postavljen cilj, da do leta 2020 na področju Republike Slovenije se zagotovi dostop kar 96% gospodinjstvom za širokopasovni dostop do interneta s hitrostmi 100 megabitov ali več, preostalim 4% pa z 30 megabiti na sekundo. In z veseljem lahko ugotovim, da na področju, kjer Teleinc ponuja svoje storitve, te zahteve in te cilje že danes izpolnjujemo. Namreč z nadgradnjami omrežij, ki smo jih naredili, že na obstoječih omrežjih kabelske televizije omogočamo širokopasovni dostop do interneta z hitrostmi do 100 megabitov na sekundo že danes. Naša optična omrežja pa bodo nedvomno tudi v bodoče zagotavljala potrebe po ultrahitrih prenosnih hitrostih. V želji, da bi tudi v prihodnje obstali kot konkurenčen ponudnik sodobnih širokopasovnih storitev, so v podjetju Teleinc tudi v letošnjem letu uvedli več novosti v njihovi ponudbi. Predvsem na področju televizije, kjer smo že v začetku letošnjega leta omogočili našim naročnikom televizijskih storitev ogled z enournim časovnim zamikom tistih vseh najbolj gledanih televizijskih programov. Ravno sedaj pa pospešeno testiramo in uvajamo našo novo storitev, ki smo jo poimenovali TV Zdaj in katera bo omogočala ogled televizijskih vsebin tudi na mobilnih napravah, kot so tablice, prenosni računalniki, pametni telefoni. In pa v okviru te storitve bo vključena tudi časovna funkcija za ogled televizijskih vsebin za 72 ur nazaj. To storitev do konca leta pospešeno testiramo in bomo jo postopoma vključevali po omrežjih. V začetku leta 2017 bo pa tudi že v naši redni ponudbi. Teleinc je v lokalnem okolju postal prepoznavna blagovna znamka, zato želijo biti zaposleni v podjetju vpeti v lokalno okolje in se družbeno odgovorno odzivati na dogajanja v lokalnem okolju. V tem oziru je ob koncu poslovno uspešnega leta direktor Teleinc d.o.o. Janez Smolkovič predal donacijo v skupni višini 1500 evrov humanitarnim društvom. Ob koncu poslovno uspešnega leta pa smo se že 7. leto zapovrstjo odločili, da donacijo namesto sredstev za poslovna darila namenimo donacijo pomoči potrebnim. In tako smo že nakazali donacije po 500 evrov trem prejemnikom. V letošnjem letu smo se odločili, da bomo donacijo dejansko razpršili na območje, kjer smo prisotni kot ponudnik storitev. Tako smo namenili donacijo Rdečemu križu, območnemu združenju Ormož v višini 500 evrov. Zdaj v bistvu še samo simbolna predaja tudi te donacije. Hvala lepa. Hvala. Potem donacijo humanitarnemu društvu Lions Club Ljutomer v višini 500 evrov. Hvala lepa. In pa humanitarnemu društvu Lions Club Ptuj, prav tako
višini 500 evrov. Prejemniki donacij so se zahvalili za prejeto donacijo in povedali, da bodo donacije v celoti porabljene za pomoč otrokom iz socialno ogroženih družin. Zahvalil pa se je tudi direktor podjetja Teleinc d.o.o. Janez Smolkovič. Njegova zahvala je šla vsem naročnikom, saj se v oziru podjetja zavedajo, da sta obstoj in nadaljnji razvoj podjetja odvisna od naročnikov. V tem oziru se že 21 let vsi zaposleni v podjetju Teleinc trudijo, da bi svojo ponudbo storitev čim bolj izpolnili pričakovanja in želje naročnikov.